Cuvântul se oferă doamna președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar. Spoštovana predsednica, gospa Maja Sandu, spoštovani predsednik Avstrije, gospod Aleksander van der Bellen. Izjemno čast mi je, da sem lahko z avstrijskim kolegom danes tu v Moldaviji in so me že včeraj vprašali avstrijski novinarji, zakaj pravzaprav kar dva prihajava v Moldavijo. Z gospodom van der Bellenom deliva iste vrednote, evropske vrednote, verjameva v vladavino prava in človekove pravice, skupen nama je boj proti podnebnim spremembam in te vrednote z nama deli tudi moldavska predsednica, gospa Maja Sandu. Zato res nisem prav nič oklevala, ko smo se z avstrijskim kolegom pogovarjali, kaj pa če bi šli skupaj v Moldavijo, odločitev je bila, spoštovana predsednica, res zelo hitro sprejeta. Z gospodom van der Bellenom sva danes tu zato, da podpreva Moldavijo na evropski poti. Slovenija in Avstrija sta državi, ki podpirata širitev Evropske unije in obe državi se zavzemata za širšo širitev, namreč z državami Zahodnega Balkana, Ukrajine, Moldavije in Gruzije. Ne bo odveč povedati, da je bila zadnja širitev v Evropski uniji pred 10 leti, ko je Hrvaška stopila v Evropsko unijo, medtem je ena država celo odšla iz Evropske unije, Velika Britanija. Sama osebno iskreno verjamem, da je mesto Moldavije v Evropski uniji, da Moldavija in ostale države, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo, potrebujejo več Evrope in ne manj Evrope. To, kar je naredila predsednica Maja Sandu v Moldaviji skupaj s svojimi kolegi, je pohvale vredno in na tem mestu izrekam vso pohvalo. To je pokazalo tudi poročilo Evropske komisije, kako dobro se Moldavija pripravlja na vstop v Evropsko unijo. Slovenija je vesela in zadovoljna, da že 30 let gojimo dobre diplomatske odnose. Slovenija glede na velikost, ki je primerljiva vaši državi, gospa predsednica, lahko pomaga na različne načine, morda ne toliko z denarjem, ampak vendarle iz Evropske unije ta denar priteka tudi s pomočjo Slovenije, ampak vendarle, kot ste omenili, veliko delamo skozi naš center za odličnost financ za Narodno banko Moldavije, tudi jutri obiščem guvernerja banke in se bova pogovorila o teh projektih, ki jih Slovenija tu ponuja za celoten finančni sektor. In gospa Maja Sandu, jaz bi se vam kot mati, kot ženska iz srca zahvalila za vso podporo, ki jo nudite ukrajinskim beguncem. Po številu prebivalcev ste jih sprejeli največ od vseh nas. To ni lahek zalogaj za državo, ki finančno ni močna in ni velika, ampak vendarle ste to breme prevzeli nase. Slovenija v tem segmentu pomaga strokovnjaki na področju psihosocialne pomoči za otroke in ženske iz Ukrajine, ki trpijo vojno zlo. Ravno pred 10 dnevi smo Slovenci in Slovenke tu končali projekt izobraževanja ljudi, ki bodo psihosocialno pomoč nudili ukrajinskim begunkam in beguncem in predvsem otrokom v Ukrajini. Hvala za podporo tudi na tem projektu, gospa Maja Sandu. Slovenija v polno, ampak res na polno podpira Ukrajino z finančno pomočjo, z orožjem, ker tako kot vi, gospa Sandu, verjamemo, da se borimo vsi skupaj, vsak na svoj način seveda, za evropske vrednote. Večkrat poudarjam in bom tudi danes poudarila, ve se, kdo je agresor v tej vojni, ve se, kdo je kršil ustanovno listino Organizacije združenih narodov, in to seveda ni Ukrajina, je Rusija. Z zaskrbljenostjo se vedno pogovarjam s kolegico Majo, ki govori in ima seveda prav, da se Ukrajina bori tudi za svobodo Moldavije.
In to je nekaj, v kar iskreno verjamem, zato bo Slovenija Ukrajino podpirala še naprej in seveda Moldavijo na evropski poti. Moldavija si nedvomno zasluži biti del Evrope. Svet pa seveda ni v neki dobri kondiciji v teh časih in Slovenija ima v tem pogledu od 1. januarja naprej še eno pomembno vlogo. Postala je namreč nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, organizacije, ki je edina multilateralna organizacija, ki jo na tem planetu imamo, je v nekem krču in tudi v tem segmentu si seveda Slovenija želi dobrega sodelovanja z Moldavijo in Avstrijo. Zavedamo se, kakšne težave naš planet ima. Morda smo danes malce manj govorili o podnebnih spremembah, ampak vendarle, tudi tu smo na isti valovni dolžini z moldavsko predsednico in te teme, ki se odvijajo znotraj Organizacije združenih narodov, torej podnebne spremembe, enakost žensk, mir na svetu, ki se zdi vse težje dosegljiv, ampak to so teme, na katerih bomo vse tri države delale vsaka na svojem polju in prepričana sem, da marsikdaj še kako zelo skupaj. Iskrena hvala za topel sprejem, gospa predsednica. Slovenija in Avstrija vam bosta pomagali na tej evropski poti. Ni lahka. Morda na tem mestu ne bo odveč povedati, Slovenija drugo leto praznuje 20 let vstopa v Evropsko unijo. Ko smo vstopali v Evropsko unijo, je bil naš bruto domači proizvod $17,000 na prebivalca. Danes smo že nekaj čez $30,000 na prebivalca in vsa dejstva in analize kažejo, da je k temu pripomogla Evropska unija, ki pomaga krepiti blagostanje in ekonomsko vzdržnost vsake države članice. Ta pot, kot sem rekla, lahka ni. Morda je še najlažje po naših izkušnjah sprejeti 80,000 strani evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo, ampak pravo garanje se začne potem, ko so zakoni sprejeti. Implementacija je tista, ki je najbolj pomembna in še ena slovenska izkušnja, ki bi jo rada delila z vami. Veliko, zelo veliko morate komunicirati s svojimi prebivalci. Prebivalci so namreč tisti, ki morajo verjeti v evropsko pot in vsak korak, ki ga dosežete, tudi vem, da ga, tudi danes ste v izjavi povedali, kaj v poročilu je in v kakšno pot verjamete. In to morajo ljudje sprejeti. V veliki večini držav, verjetno tudi v Moldaviji, bo končna odločitev sprejeta na referendumu. In veste, če 3 mesece pred referendumom začneš komunicirati, zakaj je evropska pot dobra, bo verjetno prepozno. To je tista slovenska izkušnja, ki jo z vami želim deliti. Mi smo se plebiscitarno pred 20 leti odločili za pot v Evropsko unijo. Nekaj čez 93%, če se prav spomnim, je bilo prebivalcev Slovenije za. Pri vas je trenutno številka 60%, ni slaba glede na težke razmere in vpliv Rusije, ki ga doživljate v vaši državi, ampak prepričana sem, gospa predsednica, da boste z vašo energijo prepričali ljudi, da bodo verjeli v to, kar vi iskreno verjamete. Na tej poti vas bom osebno in kot Slovenija podpirala in tudi predsednik Avstrije je izrazil enako. Srečno in pogumno na tej poti, gospa Maia Sandu. Vă mulțumim. Stimați colegi din presă, vom lua câte o întrebare pentru fiecare președinte, vă rog.